Lepo pozdravljeni v še eni epizodi niza 8 načel celostnega zdravja. Le-ta bo razdeljena na 3 dele. Govorili bomo o nečem, kar prav vsi počnemo vsak dan. Eni več, drugi manj. Vsekakor pa brez tega ne moremo živeti. Zdravnik, specialist, nevropsihiater Slobodan Šunjevarič bo z nami govoril o počitku in spanju. Lepo pozdravljeni. Danes bi se pogovarjali o spanju. Mogoče imate v mislih, da to ni tako pomembno, vendar jaz sem naslovil to današnje razmišljanje, da je spanje aktiven proces. Zastavlja se vprašanje, ali je spanje le počitek od dnevnih aktivnosti. Pomembno je, da je to 1/3 našega življenja. 7 do 8 ur na noč prestanemo v spanju. To ni le delni počitek centralnega živčevja, ker v budnosti funkcija je primarna. Struktura pa se porablja. V spanju pa se to delno obnavlja. Razen tega v spanju so aktivne telesne funkcije, ki jih regulira vegetativno živčevje. To so srčna akcija, dihanje, presnova, izločanje strupov. Delo teh organov ni odvisno od naše volje. Če smo povedali, da je spanje aktiven proces, zastavlja se vprašanje, kateri pomembni procesi se dogajajo v spanju. Marsikatere pomembne funkcije se dogajajo v globokem spanju. O strukturi spanja bomo povedali nekaj pozneje. Tukaj bi omenili obnavljanje poškodovanih celičnih membran nevronov, kar se dogaja v fazah globokega spanja. V spanju se obnavljajo tudi porabljene zaloge nevronalnih prenašalcev, nekakšnih možganskih hormonov. Kot ste slišali, to so adrenalin, serotonin, glutamat, dopamin, GABA, acetilholin. Tisti prenašajo impulse v sinapsi. To je špranja, kjer se stikata dve živčni vlakni in v tej špranji je kemični proces. V globokih fazah spanja se izloča tudi rastni hormon. Zaradi tega dojenčki spijo tudi 16 do 22 ur, ker hitro rastejo. Pri 12-letnikih imamo povečano budnost, adolescenti so vedno zaspani, starostniki pa potrebujejo malo spanja, kar seveda ne zadošča. V temnem dneva se izloča hormon melatonin. To je hormon spanja. Ta uravnava spanje sa dnevno-nočnim ritmom ali cirkadianim ritmom. Zato v naših možganih obstaja skupina celic, ki jih imenujemo suprahiazmatično jedro. To je nekakšna biološka ura. Njo uravnava hormon melatonin, ki ga izloča epifiza. Signal, da bi epifiza izločala melatonin, je temni del dneva. Ta uravnava časovni okvir spanja, malo vpliva na pojav zaspanosti. Zjutraj sončno svetlobo, sproščanje melatonina se ustavi. Razen tega, kar smo omenili, spanje je pomembno tudi za naš spomin. Informacije, ki jih sprejemamo preko čutil, so začasno shranjene v delu možganov, ki mu rečemo hipokampus in amigdala. V fazi spanja, ko sanjamo, to je tako imenovana REM faza spanja, se neobdelane intelektualne informacije v amigdali in hipokampusu, ki so tamo začasno shranjene, uredijo in funkcionalno umestijo v možgansko skorjo. Če uporabljamo računalniški jezik, analogni zapis se spremeni v digitalno informacijo. Posledica tega so spominki ali engrami. Torej je spanje pomembno tudi za spomin. V ozadju so kemični procesi in fiziološki procesi, a sanje so posledice urejanja informacij v spanju. Vse, kar smo povedali, velja za spanje brez uspaval. Če uživamo uspavala, ta ne utrjujejo spominke, engrame, temveč jih brišejo. Pri uživanju uspaval so spomini slabši za 50%, kot če bi jemali nevtralno zdravilo ali placebo. Torej tisti, ki jemljajo uspavala, se zbudijo z manj spominov. Zaradi tega mladostnikom do 20. leta starosti ne priporočamo, da bi uporabljali uspavala, ker možgani težje opravljajo zahtevne naloge. To so predvsem nevralno zorenje in razvoj ter proces učenja. Uspavalne tablete vplivajo tudi na naše zdravje.
dokazano je, da je večja verjetnost, da zbolimo z rakastimi bolezni. Ko smo malo pregovorili o tem, kaj se dogaja, ko se učimo, recimo v šoli ili pri učenju, zvečer, ko se učimo, lahko damo knjigu pod blazino. Zjutraj znamo več. To je zaradi tega, ker pride do tega, kar smo že povedali. Novejše raziskave ugotavljaju, da je v spanju možna reparacija ali obnavljanje oškodovanih genov. Torej, zamenjujejo se oškodovane aminokiseline, ki so oškodovane zaradi defektov, ki jih oškodujejo toksini, sevanja, stresni dogodki. Ti prihajajo preko naših čutil ali preko našega čustvenega limbičnega sistema. V globokih fazah spanja je možno tudi nekakšno čiščenje možganskih nevronov. Hitreje se namreč izločajo patološke beljakovine, ki so pomembne za nastanak kronične Alzheimerove demence. Mi jih označujemo kot tau beljakovina, beta-lipoproteini ali sin-nuklein. Te se kopičijo v telesu nevronov kot posledica motene presnove. Potem pa oškodujejo prevodni sistem prehranjevanja nevronov. Posledica je smrt celice ali apoptoza, ter začetek demence. Omenjene spremembe nastanejo tudi 10 let pred pojavom simptomov bolezni. Spanje je pomembno tudi za spodbujanje imunskega sistema. To pomaga pri premagovanju okužb in patoloških mutacij celic. Če spimo več kot 8 ur, ugotovljeno je, da imamo v krvi celo 70% več levkocitov ubijalki ali makrofagov, ki uničujejo tujke, pa tudi spremenjene celice. Vse povedano velja za naravno spanje, globoko spanje, ne pa za spanje pod vplivom uspaval. Zdaj se zastavlja vprašanje, ali je spanje enoten proces in če ne, kateri del spanja je najbolj koristen. Če v laboratoriju za motnje spanja posnemamo elektroencefalogram, ugotavljamo 5 faz spanja. V budnosti, tem rečemo nulta faza spanja, v zadnjem delu posnetka se javlja ritem od 8 do 12 ciklov v sekundi pri zaprtimi očmi. Potem nastaja prva faza spanja. Ona zajema približno 10% spanja, v kateri se zmanjša alfa ritem za 50%. V drugi fazi spanja javljajo se tudi počasni teta valovi 7 ciklov v sekundi. Potem prihaja tretja faza spanja, kjer zasledimo počasne delta valove 4 cikla v sekundi, in četrta faza, kjer je tih delta ciklov okrog 50%. Tretja in četrta faza pomenita globoko spanje in zajemata 20% vsega spanja. Peta faza spanja imenuje se REM faza spanja. Zajema 20% časa spanja in to je obdobje, ko sanjamo. Ponavadi sanjamo 4 do 5 krat po 20 minut, večino tega pa pozabimo, razen če smo spali proti jutru. V laboratoriju za spanje posname se EMG, kjer se ugotavlja ohlapnost mišic, odnosno mišična atonija. V elektronistamogramu javljaju se hitri gibi očesnih zrkel ali, kot bi rekli, rapid eye movement ili REM. Prva in druga faza spanja se pojavljaju alfa valovi, če jih jemljemo določena zdravila, takrat se javljajo tudi beta valovi. To so plitke faze spanja, ki ne prenašajo počitka in v katerih ni kemičnih procesov, ki so koristni za naše zdravje. To so izločanje rastnih hormonov, izločanje melatonina, procesiranje informacij, da bi se ustvaril dolgoročni spomin, obnavljanje genov, sinteza nevronalnih prenašalcev ali hormonov možganskih in čiščenje nevronov ter izločanje patoloških beljakovin. Zato so pomembne globoke faze spanja, predvsem tretja in četrta faza spanja. Zakaj je pomembno globoko spanje in sanje? Psihoanalitiki so razlagali, da v sanjah predelujemo dnevne travmatične dogodke, ki jih nismo mogli v budnem stanju. To je pomembno za naše duševno zdravje. O tem govori teorija o nočni terapiji. Slikovne metode, kao su magnetna rezonanca i PET, su pokazale
da u spanju je manj odzivnosti u amigdali i čustvenem delu možganov i da se znova uključi razumska prefrontalna možganska skorja, ki zavira čustveno odzivanje. Koncentracija adrenalina u krvi tada pade na nulu. Torej sanje su pomembne za zacelitev i razkroj bolečih čustev. Sanje u REM fazi neguje naše čustveno i duševno zdravlje, a sanjanje u fazi REM je neka vrsta noćne terapije. V globokem spanju se odstranjujejo tudi nepomembne informacije. U kratkem obdobju REM spanja se opravi utrditev informacij iz hipokampusa i amigdale i te se shrani u možgansku skorjo kot trajni spominki ili rečemo engrami. Ugotavljamo da možgani svaku noć potrebujeju nov odmerek spanja i njegove različne faze da bi na podlagi dogodkov prethodnega dne posodobili naše spominsko omrežje. U računalniškem jeziku bi posodobitev našega omrežja dojemali kot digitalizaciju analognih informacij, ki su začasno shranjene u hipokampusu ali amigdali. Drobci starih spominov su naše sanje. Vas zanima, ali so motnje spanja povezane z boleznijo ter katere bolezni le-te povzročajo? Potem ne zamudite drugega dela, kjer bo poleg odgovora na prejšnje vprašanje zdravnik Slobodan Šunjevarič odgovoril še na druga pomembna vprašanja o pomembnosti spanja. Predtem pa vas vabim, da si ogledate našo Facebook stran Čili in zdravi ter si naročite brezplačno revijo, kjer boste poleg dobrih nasvetov dobili tudi recepte za zdrave in okusne jedi. Do naslednjič, lep pozdrav! Revija Koraki do zdravja vam omogoča, da se spoznate z 8 skrivnostmi za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje. Predstavljenih 8 načel temelji na raziskavah sodobne znanosti, ki nas spomnijo na preproste korake pri zagotavljanju boljšega počutja. Naročite svoj brezplačni izvod še danes.